Sušilni stroj za tesnjenje uporablja filc. Ta poskrbi, da prah, mucke iz notranjosti ne zaidejo v notranjost oziroma v komponente sušilnega stroja, da temperatura oziroma topozrak iz grelcev ne uhaja v notranjost in na takšen način se ta sušilna tehnika čim bolje izkoristi. Taki sušilci z izrabljenim filcem predstavljajo veliko nevarnost za požar, vkolikor se jih naprej uporablja. Tale oldi goldi prihaja od moje sosede in skoraj me je na kolenih prosila, siniša, vsi serviserji so dali že križ na ta sušilc, doma imam 2 nepokretna starša, toliko imamo cod za posušiti, ta nov stroj mi suši po 2,5 ure, jaz to ne morem, prosim nared nekaj, ljubim te, prosim nared nekaj. V redu, mi smo oddaja itak, da se da in seveda bomo to rešili. A ker se rezervni deli danes več ne dobijo za take oldje goldje, sem se jaz odločil rezervni del narediti sam, iz kvalitetnega debelega filca. Videli boste, kak horor je noter in kaj sledi, zato najboljš, da gremo kar v akcijo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Zdaj pri tem modelu se še da tole spredi odpreti. Tukaj dol se fajn steka od sušenja in seveda potem ta vodni kamen poskrbi, da se takole vijak zapeče. O, ljuba Marija. A ne? Tole. To vse potegne v grelce, v motor in to je suho in to je ko ti za podkuriti. Tako da bomo to prvo vse dobro očistili in posesali, še prej pa ga bomo odprli še iz zgornje in iz zadnje strani. Tako. Bom še kaj tole zdajle dol vzel. Filc se nahaja tukaj, vam takoj pokažem. Tole stroji imajo tako, da se tole odvije in potem se to takle dvigne gor, ker so tukaj taki zatiči. Da vidim. No, vidite. In to je to. Tukaj okoli je filc. Tukaj drsi potem ta filc po samem bobnu. In ko ta filc spusti, začne tukaj ven vse to pihati, tukaj spodaj je ventilator in potem to umazanijo, on dobesedno pod pritiskom piha v žareče grelce. In tule se je že žgal. Tako da tole bo pestro. Tukaj je trenutno naš najboljši prijatelj in odrešenik sesalc. To je treba prvo vse dobro očistiti, potrebno bo tudi poštimati grelec, a to vam zaupam malo kasneje. Tole. To še ni filc, to je vse, kar se je okoli izrabljenega filca nabralo, da je že praktično to začelo biti kot neke vrste tesnilo. Tole tukaj notri pa je tisto, kar moramo mi danes menjati. Prvo, kot sem rekel, pa vse posesati.
To je vse iz enega sušilnega stroja. Taki sušilci tudi, ko so bili še rezervni deli dostopni, so seveda ti deli bili poceni. Je pa res, da je pa za samo servisiranje malo bolj zoprn, ker ko hoče človek nekaj zamenjati, je treba v bistvu cel sušilc podreti. Tako da sploh ne bom izgubljal besed, gremo v akcijo. Tole vam še nekaj svetujem. Pri takih materialih, kot je taka tanka kovina in to, ne bo nič bolelo, če boste imeli rokavice, ker so ti deli ostri in prvo smo mi. Tako. A vidite? Čez rokavico je šlo. Predstavljajte si, da ne bi imel rokavice. Tole prirobnico bobna bom še lepo odvil, potem bomo pa iz sprednje strani napadli tega sušilca. Zdaj, ta model je bil še super, ker se lahko iz sprednje strani cela fronta vzame dol. Pa novih pa so pač to malo več. Evo, in takle pada lepo pol boben dol. Se pravi, tile modeli na splošno sušilci so bili zelo neprijazni serviserjem, zato pa dajo vsi čez njega križ. Tako, tukaj zdaj gor, da se sam tale kontrolna plošča lahko demontira, so 3 vijaki, hitro se locirajo. Poiskali kasneje. Evo. Tole bom jaz lepo, kar takle si zataknil. Potem pa so tule, takole, tole vzamemo ven. Še taki čist drobni vijakci, ki pa v bistvu držijo ta plastični del, po katerem potem boben drsi. Takole. Tu. Še filter ven. Tukaj je seveda zdaj en malo večji vijak. Ta glavni. In to, če zdaj takole naredimo, vse skupaj odstopi. Zdaj pa, seveda ne smemo mi pozabiti še na varnostno zaporo. Ta da kontakt, kadar so vrata zaprta, oziroma če jih odpremo, da se stroj ustavi. Zdaj pa, tule noter je še en net. Seveda so to takrat tako naredili, ki se ga potem nadomesti, če nimate mašine za nete, jaz je tudi nimam, ki se ga potem nadomesti z vijakom in z matico. Tako. Bomo takole vzeli ven. To bo tudi treba očistiti. Ta plastičen prstan je tudi razlog, zakaj veliko teh sušilcev danes ni več popravljivih, ker se ga več ne dobi. Velika žalost. Tako. Je še tule lepo jermen iz motorja. Dam dol. Evo ga. Tale del bom zdaj jaz dobro očistil. Mora biti čist suh, nič masen, ker potem bomo naredili nekaj iznajdljivega. Takole.
Zdaj pa je treba to očistiti še z alkoholom. Čistilnim. Zakaj? Temu serviseri rečejo prstan. To je v bistvu nosilni prstan, po katerem potem v bistvu kot neka opora, rahla opora bobna, ki potem drsi po tej plastični opori na filcu. In to se z leti, to plastiko požre, se močno stanjša, govorim seveda to v 30 letih uporabe, in žal tak prstan več ni dobavljiv. Ker seveda, če bi ti deli bili dobavljivi, potem se ne bi toliko novih prodali. Ako prije tu zraven neka sentimentalna vrednost, seveda kapitalizem tega ne razume. V glavnem, vse je treba dobro očistiti z alkoholom, ker bomo potem to mi popravljali, nabirali na masi z mojim patentom. Takole. In sicer govorim o... Veste, kaj je to? To je tisto, kar postavimo pri tuš kabini, pri bani, je samo lepilno, da potem voda ne zamaka. Z nekaj spretnosti se to aplicira na ta osnovni prstan. Da vidim, na kateri strani bo tole. In tukaj ima tak otor. To pomeni, da potem to mi naredimo dvojno. Tako. In tako se nam bo to prijelo in dalo na debelini. Pa tudi iz takega materiala je, da definitivno bolj drsi in ni to zdaj spet seveda za večno, da bi to bilo zelo trajno kot nov rezervni del, vendar sigurno smo za nekaj let podaljšali življenjsko dobo mašini. Tako, res ravni rez. Postopoma si tole odlimamo. Jaz sem si že skoraj mogoče malo preveč, zato in po notranjem robu toliko, da pridemo mi čisto do konca tega prstana. Če niste bili dovolj natančni, ni problem, malo se lahko odlima in popravi. To mora biti res lepo ravno. Tako. Da se naredi ravn rez. Cvik. To gre na milimetre, ampak je res pomembno, da je to kar se da skupaj, zato da ne bo pol mašina spuščala zvokov, ko se bo to skozi vrtel. Zdaj pa to je, tak mal je zoprn proces, ker je to vse en tak material, da je dost upogljiv, ampak da mi zdaj res dobimo ta lep del, ko bo vse skupaj laufal tako kot mora, fen. Fen, ja ni moj, ne, ampak vendar, fen in točkovno pogret in lepo odlimati, torej odlepiti ta zaščitni trak, pod katerim je lepilo in vse skupaj okoli in okoli obdelati. Akcija.
Pa ga imamo. Takole, dragi moji, prstan je obnovljen, regeneriran, medtem sem še ta vmesni del čisto. Tudi tukaj na tem spoju, kjer prijeta ta dva dela skupaj, sem dal en mal sekundnega lepila in aktivatorja, toliko, da sem dobil ta lepši prehod. Potem se je tudi dobro očistil ta del, tudi na novo sem zalepil ta filc, ga čist narahel, ta zunani podmazal, zato da bo vse skupaj lepše teklo, podmazal sem ga strojnim oljem. Ja, zdaj je pa potrebno tista glavni filco do zadaj še popraviti, zato bom kar vse skupaj obrnil in gremo na zadnjo stran. Evo ga, to je ta, da s problem maha. Ne? Tole ni filc, to je tisto, kar se je okoli navil, no to je pa filc. In tako kot prstana, tudi teh filcev ni več. Seveda, ker se je boben posedel, je tudi filc v bistvu se stisnil skupaj in je potem začel prepuščati. V originalu je bil najmanj toliko, če primerjamo, kaj je naredil z njim. Stisnil ga je skupaj. Ampak tak filc jaz imam, zato ga bom naredil. To je pa na cikcak šive zaštepan. To pa znamo. V glavnem, filc bom po šivo prerezal, ga bom zmeril in ga na novo ukrojil po dolžini in po širini, tako sem rekel, odrezal, ukrojil in zašil, ker se itak da. No, takle, kako rokavico na roko, pol pa tale rob, vidite ta rob? Ja, tudi ta zopen. No, tega je treba celega okoli in okoli namazati z kavčukovim lepilom, zato tudi rokavica, ker boste to mogli s prsti narediti. In potem se isto rob filca po eni strani namaže z lepilom, vse skupaj se na obeh koncih pusti nekaj minut, da je potem to tak na otip lepljivo. In potem je potrebno cel ta prstan iz filca tako lepo napet okoli in okoli na ta rob. Tukaj priporočam kako boljšo, slabšo polovico, da vam malo pomaga s kako roko, da vam magar kako hladno pijačo prinese, če bo kaj pametvala, to pol boljš, da to delate sami pa se pomatrate. Garantiram, da se da, cirka 2 do 3 mini živčne zlome, ampak bo šlo, zaupam jaz v vas. Se to naredi. Tadam! Zdaj smo mi lepo ta filc dal gor. In zdaj prvo stvar, ko priporočam, se vem, malo velik, že cel dan danes priporočam o tem sušilcu, je to, da iz zadnje strani prvo s tem dvem vijakim, ki imajo tudi ta obroček gor, to podložko, pričvrstimo boben s to pesto ležajo, s to prirobnico gor. Tako sem prej pokazal, ko je šla dol, gre zdaj isto gor. Pomembno je, da ta filc lepo gleda na ven, tako da ko se boben deva gor, da res lepo objame cel boben.
Pa je vem, če ne spravim gor, ko imam sam 2 roke, kaj naj pol? Res. Si pravi, takle, pa primer. Se bavi. No daj, zagrab že tët navoj. Mun fehta tako. Super! Zdaj gremo pa zmontirati ta sprednji del. A ne? Veš čist razumem. O glavnem, zdaj pride pa gor ta del. Tega je zdaj treba v istem koraku trofiti. Torej spodaj, tu ko gre topo zrak vlažen, topo zrak ven, na prosto in potem tule tegale vraga lepo noter trofiti, da potem to drsi tako, kot je treba. Zdaj res naredili sušilc stoletja, bo pa smazno. Takle, tukaj da je zdaj to gor. Sejmo pa mi zajebavati s tem delom. Ja, da bo pa dal tole gor Siniša. Za klopko, torej. Tam, ko sem prej ta net odbil, pride zdaj noter šravf z matico. Lušno noter spraviti. Če te mat narava naredila talentiranega pačinkega, bom stopil pa na višje. Pomembna stvar, ko se teteli činki, šrajfki devajo noter, jih ne na mašino zategovati, zato ker je to plastičen, navoj je plastičen in če se uide, bo se sam začel vse skupaj prazen vrteti. Been there, done that so many times. Se mi res švice posod dol teče, ampak Bob ima minimalno lufta in se lepo vrti. Sem rekel, itak, da se da. Pri jermenu je tako, seveda spet ni nekaj najbolj enostavno, ampak, torej, preverimo tule, da je jermen čist po sredini bobna in potem ga je treba dati. Španer se raztegne, tu čuvati prste. Se ga da takle gor. Na jermenico.
na eno stran, na drugo, seveda. Takle. In zdaj se čist previdno malo zavrti, da vidimo, kako se vrti tale gospod. Aha. Odlično. Še v drugo smer, ker je španer tako nared. Dober. Ostane nam še zdaj tole, ko sem prej tak z veselom trgal. Tole popravim, zašraufam. Dam lepo tole fronto gor. Pa tak naprej, no, to sem mislil. Dober je. Tak. Veste kaj, dragi moji, jaz mislim, da je tole bil eden najtežjih servisnih posegov v tem studiu. Ravno zaradi te kompleksnosti in same izdelave komponent, ki se jih pač več ne dobi, priporočam, da date kaj takega narediti kakmu finemu serviserju, ali pa če imate kakega fajnega soseda, ki se na to spozna. Sušilni stroj z zdravim filcem bo deloval boljše, bolj učinkovito bo sušil in na vse zadnje tudi življenjska doba se mu bo bistveno podaljšala. Filc na sušilnem stroju, če se da zamenjati. Tudi, če se ga je naredilo, itak, da se ga da. Kaj pa to? Ja, no to pa tale grevc, ki ga nisem očistil, ti, Siniša, vam pa pokažem v naslednjem videu. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste. Itak, da se da.